Občina Miren-Kostanjevica je poleg občin Idrija, Prevalje in Žalec prejela listino Občina po miri invalidov za leto 2017. V ta namen so v tamkajšnji dvorani pripravili slavnostno akademijo. Največja stvar pa je to, da smo v naših glavah, v našem razmišljanju določene stvari obrnili, jih spoznali, ter tako bomo tudi v naslednjih obdobjih te stvari, ki smo jih zdaj mogoče ozavestili, ki smo jih spoznali, jih bomo lahko tudi lažje uresničevali. Problem neglušnosti oziroma gluhosti je, da govorimo o nevidni invalidnosti. Dejansko nekih konkretnih izboljšav z izjemo indukcijske zanke oziroma z izjemo nekega prenosnika FM-a na tem področju načeloma ni. Zato smo poskušali dosti več poudarka dati na mehke dejavnike, se pravi na vse izvajalce javnih storitev, občinska uprava, učitelji, patronaža, sociala in tako naprej, da osvestimo jih in jim nekako damo vpogled oziroma možnost vpogleda v tematiko gluhote oziroma naglušnosti. Tako da zaenkrat smo veliko poudarka dali na poznavanje znakovnega jezika. Druga stvar, ki je bila zelo pomembna, je bilo pa področje osveščanja mladih. Otroški pevski zbor Osnovne šole Miren sestavlja Občina je v okviru pridobivanja listine poskrbela za različne oblike invalidnosti, slepe, gluhe in gibalno ovirane. Slepe smo napravili določene senzorične oznake, prenovili smo vhod v zdravstveni dom, s senzoričnimi oznakami smo obnovili tudi vhod v našo občino, ki je sicer bil drugače kar v redu dostopen, ker je bila pred kratkim obnovljena. Uredili parkirne prostore za invalide, določene klančine. Na približno 50 mestih smo tudi pločnike ponižali, tako da so pač klančine zdaj primerne, pa ne samo za invalide, ker tukaj ne govorimo samo o invalidih. Take klančine so prijazne tudi za starejše, tudi v končni fazi za naše najmlajše, ki komaj se učijo hoditi, pa tudi za mamice, ko peljejo jih še v otroških vozičkih. Smo ugotovili, da je primanjkljaj tudi pri komunikaciji, tako da smo se z občino Miren-Kostanjevica dogovorili, da bomo izvedli začetni tečaj znakovnega jezika, prilagojen javnim uslužbencem. Ta tečaj smo tudi izpeljali, udeležilo se ga je 14 oseb, ki so zaposlene v javni upravi. Občina je tako stopila v drugo smer in ne samo poskrbela za gluhe in naglušne, ampak je začela z ozaveščanjem občanov, kako komunicirati z gluho osebo. Poleg zaposlenih v javni upravi so se tečaja udeležili tudi študenti in upokojenci. Saj je vedno več gluhote tudi med starostniki. Prve ure tečaja so me kar malo zmedle, pa vse tisto veselje, ki sem ga imela, mi je malo sprehnelo. Ker res sem videla, da je to nekaj bolj zahtevnega, kot sem si sama predstavljala. Vendar potem po nekaj tečajih je bilo pa že malo vzdušje drugačno, tudi bi rekla med nami tečajnicami se je vzpostavila ena taka, bi rekla, prisrčna vez. Moram reči, da kljub resnosti zadeve smo se velikokrat kar nasmejali, ker smo bili s temi našimi kretnjami, s tem našim kretanjem resnično čudne. Ampak ja, kot sem rekla, vaja dela mojstra, učenja pri tem je še potrebno veliko.
S temi tečaji se seveda tečajniki ne osvojijo znakovnega jezika v celoti, je pa tisto, kar dobijo, predvsem občutek, kako pristopiti k osebi, ki ima izgubo sluha, da se pač ne ustrašijo te osebe, ampak da raje, pač da so navajene pristopa, da jo lepo sprejmejo, pogledajo v oči, pokažejo, da jo želijo razumeti.